Dobro jutro, dober dan, bomo kar začeli strokovno sredo, da bomo pravočasno lahko končali. Torej, drage kolegice in kolegi iz cele Slovenije, lepo pozdravljeni vsi skupaj, vsak posebej. Hvala vsem, ki ste vremenskim in prometnim razmeram navkljub prišli k nam z različnih delov Slovenije, pa tudi iz Ljubljane, kar je tudi poseben podvig prideti glede na vsa gradbena dela, ki se pri nas odvijajo. Torej, dobrodošli v Mestni knjižnici Ljubljana v septembru, na prvi strokovni sredi, septembrski strokovni sredi, na začetku šolskega leta, na začetku nove bralne sezone in na začetku nacionalnega meseca skupnega branja. September je zelo bogat z dogodki, pravzaprav cela jesen, ki diši po knjigah, branju, po zlatih hruškah. Za nami je že posvet Bralnega društva Slovenije v Cankarjevem domu v ponedeljek. No, bralni dogodki se kot gobe po dežju množijo, odvijajo po celi Sloveniji in tako bo cel mesec. Prepričana sem, da boste tudi vi prispevali kakšnega, ki sedite v tele dvorani iz vaših bralnih okolij, iz vaših ekip kolegov. Torej, danes tudi jaz občutim ta današnji dan, ne glede na vreme in na prometne razmere na cestah, kot prazničen. To pa zato, ker bomo skupaj z kolegi predstavili bralni projekt, nacionalni bralni projekt Rastem s knjigo za osnovno in za srednjo šolo za novo šolsko leto. Med nami bo kolegica Sabina Tavčar, ki na Jaku skrbi med drugim tudi za ta projekt kot njegova mama, in seveda predstavnicami iz založbe, gospa Mateja Novak, ki bo z obema avtoricama, Janjo Vidmar in gospo Nino Mauch-Hrovat, predstavila in poklepetala v darilnih knjigah. Opravičujem pa kolega ilustratorja Damjana Stepančiča, ki danes žal ne more biti z nami. Lepo nam je, ker se s projektom vračamo v samo izhodišče, tam, kjer smo začeli, septembrom, ker ste vi tako zdaj želeli, pa tudi mi po knjižnicah. Preživeli smo epidemijo, tisti premik v oktober, in bil je že čas, da se vrnemo tudi z Rastem s knjigo v mesec september, ko je več časa, še miru, da nas v splošnih knjižnicah obiščajo šolari in dijaki. En mesec časa več za druženje s knjigami in pogovori imamo. Danes vam bomo posredovali ogromno informacij. Naj povem še to, da sem vesela, da bomo današnjo strokovno sredo tudi snemali, da bo posnetek na voljo vsem vam, ki ste danes v dvorani, če boste želeli še kaj pogledati, slišati, preveriti, in vsem tistim, ki danes ne morejo biti z nami zaradi različnih razlogov. Spredaj, v preddverju, je ena velika miza, na katero smo zložili ogromno gradiv, prispevala jih je Bralna značka Slovenije, Javna agencija za knjigo, tudi mi v Mestni knjižnici Pionirska smo vam postregli z zgibankami in promocijami zlatih hrušk. Tudi nekaj starejših knjig iz projekta Rastem s knjigo je na voljo za to, da gre s pravimi ljudmi na prave bralne terene, v bralne skupine, v prava naročja. Brez sramu sežite po gradivo, tudi po knjige. Bomo še naložili z gradivom, da boste lažje odnesli vse gradivo, pa smo pravkar dodali tudi nekaj vrečk, da bo pot z gradivi lažja. Podala sem med vas tudi prezenčno listo, ki se že po dvorani premika. Prosila bi, da se na njo podpišete, napišete vaše naslove. To pa zato, da vam bomo lahko tudi poslali potrdilo o udeležbi kasneje po pošti. Torej, tudi letos je bila, kot boste videli, bralna bera zlatih hrušk zelo dobra. Opozarjam na članek v Bukli, ki bo izšel v tem mesecu in ga je pripravila moja sodelavka Katja Kemperle.
Ne pozabite tudi polepiti letošnje bere zlatih hrušk z nalepkami, ki jih dobite pri nas. Naročilnica je na spletni strani. Če se skoncentriram, vedno vsem obveščamo na spletni strani Pionirske, ki je na voljo na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana. Tukaj vidite programe, vse naše aktivnosti, ki jih počnemo. Strokovne srede so objavljene do konca šolskega leta, ko naredimo plan in potem tudi prijavo na JAK za 2 leti, bomo takoj objavili program strokovnih sred za leto 2026. Torej, vidimo se naslednjič 8. oktobra v tejle dvorani, kjer bodo zlate hruške v fokusu, vsem sijaju. Skupaj s kolegico Ido Mlakar-Črnič bomo sledili nasmejanim zlatim hruškam. Pokazala nam bo tudi, kako promovirati zlate hruške, delati z njimi, dala bo nek zalet, pogum vsem vam, morda še posebej tistim, ki ste na začetku ene take poti v svojih bralnih okoljih. In tedaj bomo tudi malo več na kratko spregovorili o novem bralnem evropskem projektu, v katerega smo se vključili in v katerega sodelovanju vas bomo tudi povabili. Ampak vse te informacije tudi o bralnem projektu, povabilo k sodelovanju bomo objavili na naši spletni strani že prej, tako da boste v miru lahko premislili, ali sodelujete, se posvetujete v vaših okoljih, ali lahko ali ne. Skratka, da boste potem pravi čas že pripravljeni. No, novembrska strokovna sreda pa je klasično že posvečena predstavitvi novega priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig 2025, kjer pregledamo bero iz leta 2024. Še pred izidom priročnika, v prvi polovici novembra, bomo pa skupaj s Komisijo za priznanje Zlata hruška pri ZBDS, tudi v medijih, razodeli dobitnike priznanj Zlata hruška. Moram reči, da strokovna komisija je celo poletje pridno brala. V Pionirski smo v mesecu juniju predali veliko branja, tako da se stankujejo že v naslednjem tednu, se odločajo, tako da bomo lahko rezultate njihovega dela lahko javno razodeli v prvi polovici meseca novembra. Na spletni strani imamo objavljeno tudi naročilnico za nakup priročnika, zdaj po prednaročniški ceni do novembrske strokovne srede, tako kot vedno 20 evrov, sicer pa 30. Vabim vas naprej tudi na knjižni sejem na razstavišču 41. Takrat bo vse tam, cel svet, tudi mi bomo. Bralna značka s svojim simpozijem 25. tudi mi s praznikom zlatih hrušk. Ta hip vam ne morem še razodeti datuma, kajti organizatorji se še dogovarjajo o dogodkih, o umestitvi. Pravi čas vas bomo obvestili, čeprav si želimo, tako kot že klasično, biti isti dan, kot je tudi bralna značka, in imamo tudi fin pretok mentorjev, ki pridejo iz simpozija tudi praznovati bero zlatih hrušk. No, naš knjigometer je osvežen, poln čisto novih knjig, ki so zelo dobre, pa tudi odlične, kot promocija najbolj kakovostnega branja tega trenutka, najnovejše produkcije, torej za vaše osebno branje, za nakup, za vaše domače knjižnice, za nakup v vaših službenih okoljih, za police vaših šolskih in splošnih knjižnic. Pa naj se zdaj začne strokovna sreda, tiskovna konferenca Javne agencije za knjigo, pa da slišimo, kaj so nam pripravili za letošnje novo šolsko leto na agenciji s projektom, pa seveda tudi založba Miš,
z obema avtoricama darilnih knjig. Najprej pa pozovem k besedi kolegico Sabino Tavčar z Javne agencije za knjigo, da spregovori več o projektu, o kakšnih novostih, specifika, nas informira o vsem. Sabina, prosim. Hvala, draga Darja. Jaz bom samo predstavila tole na spletno stran projekta. Najprej lep pozdrav vsem. Najprej lep pozdrav vsem še z moje strani. Jaz sem zelo vesela, da sem lahko letos tukaj z vami. Lani mi je namreč bolezen to preprečila in mi je bilo kar hudo za to. Ampak letos smo tukaj in sem zelo vesela, da vas vidim tudi v tako velikem številu. Zdaj, projekt Rastem s knjigo letos praznuje pravzaprav jubilej. Namreč letos bo že 20. izvedba za osnovne šole in pa tudi potem še 16. izvedba za srednje šole. In lahko rečemo, da se v tem času se res uveljavil kot eden najprepoznavnejših nacionalnih pobud za spodbujanje branja. Cilji projekta so pravzaprav že od vsega začetka enaki in temu še vedno sledimo tudi z letošnjo izvedbo, z vsemi izvedbami vmes. In mi želimo mlade spodbuditi v branju sodobnega, kakovostnega slovenskega mladinskega leposlovja v večini primerov in potem spodbujati obiskovanje splošnih knjižnic in tudi prispevati k oblikovanju domačih knjižnih zbirk. Kot v bistvu vemo, osnova projekta je, da ob obisku splošne knjižnice učenci 7. razredov in dijaki 1. letnikov prejmejo svojo lastno knjigo in spoznajo v bistvu knjižnico kot prostor, kjer lahko poiščejo znanje, navdih in pa v bistvu spoznajo tudi to, da lahko tam preživljajo svoj prosti čas. Če najprej analizam nekaj številk, lani so sodelovale vse redne osnovne šole in pa 99% srednjih šol. Sodelovale so tudi šole s prilagojenim programom in zamejske šole v Avstriji in Italiji. Hkrati smo sodelovali tudi še z učitelji dopolnilnih poukov slovenščine v tujini. Tako da v bistvu lahko rečemo, da je bil pravzaprav zajet skoraj cel šolski sistem. In v projektu je sodelovalo več kot 47,000 mladih. Zdaj iskreno upam in v bistvu verjamem, da bomo letos z letošnjo izvedbo ponovili te številke. In takšen obseg sodelovanja in takšen doseg mladih lahko pa dosežemo res samo zaradi dobrega sodelovanja šol, knjižnic, učiteljev, knjižničarjev in tudi naših partnerjev na državni ravni. Zavedamo se, da je to vse preprosto, da ste učitelji, profesorji in knjižničarji kadrovsko izredno obremenjeni, da so urniki natrpani, ampak vendarle pač se projekt v bistvu vsako leto uspešno izpelje. In zato smo vam, mislim, da vsi, ki ustvarjamo ta projekt, res hvaležni. In brez vas ta projekt ne bi bil to, kar je pač danes. V letošnjem letu sta bili izbrani knjigi, in sicer za osnovne šole knjiga Orientacisti Škorpionov pik, avtorice Nine Mauch-Hrovat, za srednješolce pa knjiga Koliko še Janje Vidmar. Tukaj bi jaz še enkrat želela izpostaviti, čeprav se to mislim, da izpostavlja ves čas, da sta obe knjigi vsako leto izbrani na javnem razpisu. Se pravi, založbe se morajo prijaviti s točno določenimi naslovi na ta razpis. Izmed prijavljenih potem strokovna komisija izbere zmagovalni knjigi in te sta potem
vključeni v projekt. Mi nimamo načina, da bi lahko sami brez razpisa izbirali te knjige, ker sploh recimo povratne informacije v anketah, ki jih mi pač v bistvu pošiljamo vsako leto, se pogosto pojavijo predlogi, katere knjige bi si želeli izbrati, bi si želeli, da so izbrane za projekt. Ampak v bistvu tak način ni mogoče, javna agencija tega ne more sama izbirati. Smo pa zato še toliko bolj veseli, kadar se pač predlogi, ki pridajo s strani strokovnih delavcev, dejansko pojavijo potem tudi na razpisu in so tudi izbrani. Tako da to se mi zdi, da pa vendarle kaže na to, da tudi tak način izbiranja knjig, da je primeren, da je ustrezen in da so izbrana res kakovostna dela. Seveda pa projekt sam ni samo razdeljevanje knjig, spremlja ga tak celovit program obiska knjižnice, pri katerem učenci oziroma dijaki spoznajo, kako pač knjižnice delujejo. In tako kot sem že na začetku omenila, se mi zdi tle izredno pomembno, da se knjižnica predstavi tudi kot prostor za preživljanje prostega časa, da ponuja ustvarjalne dejavnosti, da so možna srečevanja, da je možno druženje in da mladi pravzaprav, da se jim približa to, da je lahko knjižnica ne samo, da to ni samo prostor, kamor greš po knjigo, ampak da lahko tam preživiš v bistvu ogromno prostega in kakovostnega časa. In da knjižnice ponujajo ogromno enih programov in dejavnosti, v katere se oni lahko aktivno vključijo. Delo s knjigo se potem nadaljuje tudi v šolah. Tu govorimo zdaj predvsem o nadgradnji, vsebinski nadgradnji projekta. In ta nadgradnja pač ni možna samo pri urah KIS ali pa pri slovenščini, ampak se lahko v bistvu povezuje tudi z drugimi predmeti. Lahko se jo obravnava na razrednih urah, lahko se jo tematsko poveže s kulturnimi dnevi, z ekskurzijami ali pa s kakšnimi drugimi obšolskimi dejavnostmi. In mi smo letos za vas, se pravzaprav tako kot že vsa leta, ampak letos smo poskušali to še malo bolj zaokroženo pripraviti, smo pa pripravili priročnik za izvedbo projekta za šole in knjižnice. Ta priročnik zagotavlja pravzaprav neko enotno osnovo projekta, hkrati pa seveda pušča ogromno enega prostora za prilagoditve. In v njem smo zbrali okvirni program obiska splošne knjižnice. Noter boste našli tudi predstavitve obeh knjig, ideje za medpredmetno povezovanje, predloge za dodatne dejavnosti, ki niso nujno povezane z nekim določenim predmetom, pa seveda tudi predstavitve avtorjev in pa seznam sorodnih knjig, ki so vam lahko v pomoč pri dodatnih dejavnostih. Ta priročnik boste šole in knjižnice prejele zdaj v teh dneh ob začetku projekta, seveda bo pa objavljen tudi na spletni strani Javne agencije za knjigo. In kar bi jaz tukaj še želela izpostaviti je, oziroma poudariti, da priročnik v bistvu ponuja nabor idej. To nikakor ne pomeni, da morajo biti vse dejavnosti izvedene z vsemi učenci. Pač vsaka šola oziroma knjižnica izbere tisto, kar je pač zanje najbolj primerno. In lahko ni treba, da se dejavnosti tudi izvajajo z vsemi učenci, s celotno generacijo, ampak vi boste pravzaprav najbolj prepoznali, katere vsebine bi bile primerne za katere skupine učencev. Ker mnogi med vami imate v bistvu že dolgoletne in bogate izkušnje z izvajanjem projekta. In tukaj smo mi tudi vedno veseli vsake povratne informacije od vas, kako se vi lotite izvajanja nekih dodatnih dejavnosti ali pa že samo osnovnih dejavnosti
In če nam sporočate te primere dobrih praks, jih potem mi lahko širimo dalje in projekt si v bistvu samo še bolj kakovosten in uspešen. In še to bi rekla, da čeprav je pač ta del predlogov o vsebinski nadgradnji, o dodatnih dejavnostih, ki so možne na temo knjige, namenjen seveda predvsem šolam in delu učiteljev, bi pa rekla, da jih lahko koristno uporabijo tudi knjižnice. In lahko na primer v knjigo vključijo tudi v svoje dejavnosti, še potem čez leto, če ima kakšne bralne klube ali pa ustvarjalne delavnice. In v bistvu je to tudi možnost za knjižnice, da vsebinsko nadgradijo projekt, če se pač seveda so za to neke možnosti. Priročnik, ki smo ga pripravili, je seveda rezultat dela projektne skupine, v kateri nas sodeluje kar nekaj, tega ne počnem sama. In sicer smo zbrani predstavniki, pravzaprav smo trenutno zbrane samo predstavnice Ministrstva za kulturo, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Združenje splošnih knjižnic, seveda Pionirske, Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Javne agencije za knjigo kot izvajalke projekta in pa podjetja Aurora kot v bistvu distributerja projekta. In še enkrat bi želela poudariti, kako pomemben del projekta je tudi evalvacija. Mi pripravimo vsako leto spletne ankete, objavljene so na naši spletni strani. Ankete so tako za učence, kot za koordinatorje na šoli in koordinatorje v knjižnicah. In več kot se vas odzove ob zaključku projekta, več povratnih informacij imamo in na podlagi teh povratnih informacij lahko mi spremljamo, kako projekt dejansko deluje na terenu, v praksi in ga potem lahko glede na vaše želje in izkušnje seveda tudi prilagajamo. Kar je mogoče letos še malo drugače, je, da so vse darilne knjige opremljene s kazalkami, ki imajo tudi QR kodo. In ta QR koda v bistvu vodi na anketo za učence, taka čisto kratka je, kjer bi želeli, da nam v bistvu sporočijo oziroma povedo, kakšna se jim je knjiga zdela. In to lahko naredijo kadarkoli, ni treba takoj, ko knjigo prejmejo, niti ob koncu šolskega leta, ta anketa bo ostala odprta in mi bomo to spremljali in bomo veseli, če jih tudi vi spodbudite, da povedo, kakšna se jim je knjiga zdela. Zdaj, tako kot sem rekla na začetku, letos je projekt v bistvu v svoji osnovi praznuje že 20 let in če pogledamo ob tem neko širšo sliko, v 20 letih je svojo lastno darilno knjigo prejelo več kot 800 000 mladih. In mislim, da to pomeni nekih 800 000 priložnosti za te mlade, da spoznajo, kako zelo pomembno je pravzaprav, kako pomembne so knjižnice lahko v njihovem življenju, da dobijo v roke neko kakovostno literaturo slovenskega avtorja in da mogoče postanejo bralci. Mogoče niti ne redni bralci, ampak vendarle bralci. In mislim, da če se ta premik zgodi, vsaj pri enem učencu, sem in tja, da je vse skupaj vredno. Tako jaz bi se za konec samo še zahvalila vsem, ki v projektu sodelujete, tako ali drugače, saj brez, tako kot sem že zdaj mislim, da parkrat omenila, brez vas tako sami ne bi mogli ničesar storiti.
In se mi zdi, da cela ta mreža šol, knjižnic in ostalih institucij, ki sodelujejo v projektu, dokazujemo, da lahko skupaj z enim usklajenim delom res naredimo en premik in vplivamo na mlade. In rekla bom samo še to, da če ste kdaj v kakšni dilemi ali pa potrebujete kakšno informacijo, se lahko vedno obrnete name. Informacije so načeloma tudi objavljene seveda na naši spletni strani. Ampak vedno se pa lahko obrnete tudi name, tudi po zaključku tega dogodka. Lahko pridete do mene, če imate še kakšno vprašanje. Zdaj bom pa jaz na tej točki prepustila oder obema avtoricama in pa predstavnici založbe, da zdaj preidemo pravzaprav na osrčje dogodka in izvemo kaj več o obeh knjigah. Hvala. Hvala lepa, kolegica Sabina, res sem iskreno vesela, da ste letos prvič z nami lahko, da boste začutila tale utrip. V tele dvorani so res kolegice in kolegi iz cele Slovenije, ki tudi projekt izvajajo. Tako da jaz predlagam, da na koncu današnje strokovne srede bi si vzeli nekaj časa za vprašanja, za katerikoli med nami, ki smo danes vpleteni v tole strokovno sredo, tudi za kolegico Sabino, obe avtorici, predstavnico založbe, Miš, zame, mene, kakorkoli, da pridete z idejami, s težavami na plano, zato da bo lahko projekt fino tekal. Res vam obe s kolegico Sabino tudi polagava na srce, sploh šolam, da si je treba za obisk vzeti dovolj časa, 2 polni uri, si organizirati kulturni dan. Navsezadnje je to tudi nujno za kakovostno izvedbo, za en doživet obisk, kajti tega projekta ni, če ne gremo z roko v roki, tako agencija, tako splošne knjižnice, kot tudi šole. Želim, da bi to gladko, še bolj fino teklo naprej, kreativnosti vem, da vam ne manjka, da bo še boljše, pa si bomo vzeli čas tudi za ideje, za predloge za naprej. Zdaj pa tako, kot je rekla kolegica Sabina, kličem na oder predstavnicom iz založbe, pa najprej eno avtorico in potem drugo izvolita. Zdajle bomo pa mi uživali v pogovoru knjigaj. Hvala. Lepo pozdravljeni v imenu Miš založbe. Mi smo zelo veseli, da smo letos spet z vami, da smo spet vključeni v projekt Rastem s knjigo in to z obema knjigama pravzaprav. In vidim, da res komisija ni odločila naključno, obe knjigi nagovarjata, da gredo otroci ven, da gredo na prosto, da se gibajo, torej o tem, kar v zadnjem času se veliko govori, stran od različnih ekranov. Tako da upam, da jih bosta te 2 knjigi tudi nagovorili v to smer, vi pa lahko potem vse te dejavnosti res povežete, tudi s telovadbo, v bistvu, z telesno vzgojo in tako naprej. Tako da pozdravljam Janjo najprej, Janja potem šiba naprej, pa bomo za Janjo pa kar naredili vprašanja takoj po predstavitvi. Janja že piše naslednji roman, seveda, Pa, če mogoče povem par uvodnih besed samo o knjigi, koliko še. Torej, zgodbo spoznavamo z 3 različnih zornih kotov, skozi troje protagonistov, 3 različne karaktere spoznamo, 3 različna pripovedovanja. Razredna frajerka Iza izhaja iz bogate družine in je najbolj cool punca na svetu, vsaj tako ona misli, do drugih se obnaša res grozno. Obdala se je pa z enim takom druščino enako mislečih punc Izic, kjer je seveda Iza glavna zvezda. Iza se je tudi spomnila nekakšno lestvico, kjer objavljajo, kdo je najbolj cool oseba na šoli in seveda na drugi strani, kdo je največji loser na šoli. Potem spoznamo pa tudi njeno nasprotje, Lucija, ki pa je taka tiha miška, poskuša ostati neopazna,
da je taka prizadevna učenka in se res trudi, da bi imela svoje mnenje. Potem pa še spoznamo njunega sošolca, Ognjena, navdušenega planinca, predvsem pa gamerja, tako se tudi on predstavi na začetku knjige. In sicer njegovi starši so opazili to njegovo naraščajoče, bom rekla, zasvojenost z računalniškimi igricami in so ga postavili nekakšen ultimat, da se je mogel vključiti v planinsko društvo. Ampak v bistvu Ognjen ugotovi, da mu to zelo ustreza. Mu je všeč to planinarjenje, tudi druženje, pač, ko hodijo v hribe, ta druščina, tako da v bistvu uživa. No? Zaplete se zgodba, ko ravno zaradi te lestvice priljubljenosti na šoli si skočita v lase, če rečem poenostavljeno, Iza in Lucija. Torej pride do pravega dekliškega pretepa. Vključijo se strokovne službe, starši, predvsem Izini starši so grozno presenečeni, oni so imeli svojo hčerko za eno pridno punčko, pa se izkaže, kaj vse se skriva zadaj. In tako jo v bistvu kot nek zadnji izhod prijavijo na pohod po kaminu Krk, torej po nekem pohodu po celem otoku Krka, ki ga organizira to planinsko društvo, za nekakšno kompenzacijo, ker je bila Iza tako grozna do nje, pa ta pohod omogočijo, torej plačajo tudi Luciji. Tako da zdaj se dve taki hudi nasprotnici, Lucija in Iza, znajdeta skupaj v druščini in tudi Ognjen, torej naš tretji pripovedovalec. Od tukaj potem sledimo popotniški druščini skozi 7 etap po tem kaminu Krk. Opazujemo njihove težave, tarnanja, nekaj tudi takih zelo iskrenih pogovorov. Seveda, kot na vsakem kaminu je v ospredju ta osebna rast, osebno preizpraševanje. Vrh pa zgodba doseže, ko se Iza, ki v bistvu ves čas pohoda nekako vzviška gleda na celotno svojo druščino, odloči, da bo pobegnila, da bo odšla domov, ampak se zgubi. Sledi akcija po kopnem in po zraku, Izo sicer najdejo in vse se, bom rekla, srečno razplete. Torej, govorimo o nekem takem potopisnem romanu. Janja, ti se zadnje čase v bistvu kar posvečaš potopisnim romanom, najprej trilogija za odrasle, potem Koliko še, letos je bila knjiga Samo mulca. Se ti zdi, da potopisni romani so zanimivi za mlade? Hvala za vprašanje, Mateja. Mislim, najprej z moje strani en lep pozdrav vsem skupaj in jaz tudi izražam v bistvu res svojo veliko hvaležnost, da si boste vzeli čas in nekako z mladimi, z dijaki prvih letnikov, ki bodo prejeli knjigo, tule je že tale mehka izdaja, skratka, da se boste z njimi morda o tem pogovarjali, skratka, da boste skupaj obiskali knjižnico, ker vem, da je pač potopisni roman oziroma že sam žanr potopisa je v bistvu nekako kar izziv, sploh v mladinski književnosti, kjer je ta žanr v bistvu zelo pravzaprav zapostavljen, ga skoraj da ne najdete oziroma v zelo redkih primerih. In tako prav potopisno temu pravimo, to je ena nova skovanka, potoroman, tega pač pri nas, no zdaj ta nova Samo mulca, ki se dogaja v pohodniški Umbriji, je tudi en tak primer. Malo sem želela, ker slovim pravzaprav po tem, da stalno neko ledino orjem v mladinski literaturi, da sem želela pravzaprav uvesti, glede na to, da je potopisni žanr oziroma leposlovno potopisje zelo tudi v svetovnem merilu izredno popularno zadnje čase in tudi pri nas dobivamo v literaturi za odrasle tudi krasne prevode, tudi domača izvirna dela, medtem ko v mladinski književnosti pa je tega res veliko, veliko manj. Ker sama prisegam na naravo, zelo rada raziskujem pravzaprav povezavo v bistvu med človeško naravo in naravo v vsej svoji eksaktnosti
In moram reči, da sem zasledila podatek, ki se mi zdel izredno zanimiv. Namreč statistično oziroma znanstveno bi naj bilo dokazano, da človek šele pri 27 letih osvoji oziroma začuti pristnost narave. Pred tem mladim narava ni blizu, jih ne prevzame, oziroma z redkimi izjemami, jih ne prevzame, jim ne pomeni pravzaprav ničesar, sploh današnji mladini, ki večino časa preživijo s pametnimi telefoni v rokah ali pa za računalniškimi zasloni. In se mi je zdelo, da bi bilo mogoče zanimivo, da bi mladim recimo skozi ta krasen nacionalni projekt, mislim, jaz ga spremljam že vsa leta in ga res pozdravljam, da mladim lahko približamo skratka kvalitetno slovensko mladinsko literaturo, ker imamo krasne avtorje, mislim, ki so po krivici zapostavljeni. Jaz zmeraj kjerkoli na raznih teh družbenih omrežjih, ko so kakšne skupine, ali lahko predlagate za mojo najstnico ali mojega najstnika ali pa mojega otroka kakšne fajn knjige in potem samo prevodni naslovi. In jaz se pa vso to oglašam kot ena taka slaba vest in spodaj dopisujem, prosim, predlagate naslove slovenskih avtorjev, ker imamo krasne avtorje in super knjige. In potem začnem naštevati, skratka, in dopisujem naslove, ki se jih domislim recimo v tistem trenutku. In tudi potopisni žanr se mi zdi, glede na to, da v Sloveniji uživata veliko tradicijo, recimo, ne vem, taborništvo, skavtstvo, ne, ampak to je, se pravi, ena druga oblika povezave z naravo, kot je recimo pač pohodništvo, v smislu, skratka, tega kamina Krk, ki so ga pred nekaj leti označili. Jaz sem namreč ta kamino Krk prehodila pred 3 leti in vam moram povedati, če je kdo 2 že prehodil, verjetno pozna, da so predvsem obe zadnji etapi res zahtevni tudi za odraslega človeka in kaj šele recimo za kakšnega najstnika oziroma celo otroka, kar bi rada v tem romanu, v tej knjigi izpostavila tudi ta medgeneracijski vidik. Torej imamo zelo raznoliko skupino pohodnikov, teh mladih. Najmlajši je star 10 let in najstarejši 17 oziroma 18, tako da gre za zelo raznoliko skupino, ki mora, se pravi, ta integracija je potem toliko težja. Torej imamo gimnazijca, potem imamo nekaj devetošolcev, potem imamo mlajšega brata od enega teh devetošolcev. Skratka, ta dinamika v skupini je res zelo različna in v bistvu nudi precej izzivov odraslim, ki spremljajo te najstnike na tej poti. Naslov Koliko še v bistvu izhaja iz tega večnega vprašanja, koliko še, da bomo tam, da bomo na cilju, kako dolgo še, skratka, ker gre za etape, to je 7 etap okrog celega otoka Krk, ki ga lahko vidite tudi na naslovnici. Meni se zdi ta naslovnica zelo posrečena, skratka, zelo z vsemi temi točkami, skratka, kamina, ki se začnejo. Torej, gre za pravzaprav drugačno pot, recimo, kot med taborniki, ki taborijo recimo v šotorih in se potem, ne vem, podajajo na različne pohode in se potem vračajo. Tukaj pa potujejo, torej, oziroma pohajajo od točke A do točke B, od točke B do točke C in tako dalje. Skratka, dokler ne prehodijo, ne obhodijo celotnega Krka in se znajdejo spet, torej, na začetku, da se tale ves krog sklene. Jaz bi rada zelo dala ta poudarek, oziroma meni se zdi zelo pomemben ta žanr samega potopisa in bi vas res rada na njega opozorila, ker sam žanr potopisa ima v bistvu nekatere značilnosti, ki so skupne vsem potopisom. Dokumentarnim, recimo, imate eseistične potopise, imate dokumentarne, imate leposlovne, skratka filozofske, ribiške, gorske, mislim, skratka, vse sorte potopisov obstaja.
In v bistvu taki potopisi, recimo kot je pohodniški, kot je recimo Camino, ali so še kakšni drugi potopisi, vam pa predstavijo torej zgodovinske značilnosti krajev, po katerih recimo je pohajal ali avtor ali junaki, potem geografske značilnosti, potem kulturne značilnosti, skratka socialne, vse sorte najdete v samem potopisu. Veliko koristnih, recimo, upam, da koristnih informacij o določenem kraju, o določenem prostoru. Potem pa leposlovni potopis doda pa še skratka tisto dodatno noto, doda pa to literarno vrednost, ki po moji oceni, ker imam zelo rada literarne potopise, pravzaprav potopis dvigne na eno novo raven, ne. In v bistvu taki tile potoromani, kot jim zdaj pravijo po novem, dejansko bi rekla, lahko v njih najdete mešanico različnih žanrov. Torej, ne gre samo za potopis kot žanr, ker potopis je žanr, skratka, literarni, ampak gre za mešanico samih žanrov znotraj tega potopisa. Torej, to je v bistvu zmes, recimo ta konkreten roman, je zmes torej pustolovke, potem psihološke drame, potem ljubezenskega romana, potem kriminalnega romana. Skratka, najdete v bistvu v enem takem, zato so meni sami potopisi tako zelo dragoceni, najdete pravzaprav lahko res zelo, tudi tematsko zelo so raznoliki. In to se mi zdi neka taka, ne vem, to se meni zdaj z očmi odraslega, ne, ena taka dodana vrednost, ki bi mogoče mlade bralce lahko pritegnila, no, da bi bilo to nekaj drugega, skratka, od tega, kar so oni pač navajeni. Ne vem, tako si jaz predstavljam, da bi mogoče to lahko pomenilo eno dobrodošlo spremembo v naši književnosti za mlade bralce, da bi jih to pritegnilo. Jaz sem prepričana, da marsikoga bo, ne. Jaz upam, res. Ker v bistvu, res, kot si že rekla, je to veliko različnih, en tak miks različnih žanrov. Kako si se pa pol ti domislila vseh tem? Ker tako, ko si že omenila, kateri žanri vse so, to si mogla smiselno povezati. Kako ti je šlo to pisanje tega miksa? Ja, v bistvu želela sem skratka to perspektivo, to trojedino perspektivo. Najprej, da bi res spoznali isto zgodbo, da bi mlad bralec spoznal isto zgodbo iz različnih zornih kotov, iz različnih optik, torej 3 glavnih pripovednih likov. To pomeni za mlade, čeprav jaz se strinjam, ja, da svet ni črno-bel in tako dalje, ampak do neke mere mora za mlade pa biti pravzaprav vsaj liki v knjigi, zato da se oni bolje znajdejo, da lahko lažje sledijo zgodbi, pa vseeno toliko raznoliki, recimo temu črno-beli, v smislu lažje identifikacije s posameznim likom, da sem se odločila v bistvu za take 3 zelo, ki jih je Mateja pač že tako predstavila, zelo različne like, se pravi recimo Lucija, ki izhaja v bistvu iz enega socialnega miljeja, ki odrašča, živi z materjo, samohranilko in mlajšo sestro, nima na voljo toliko materialnih dobrin kot recimo, ne vem, Iza, ki živi v enem svetu, enega izobilja, mislim, ki je Luciji recimo nepredstavljiv in njeni mlajši sestri in se o tem tudi veliko pogovarjata, kako je to sploh mogoče, da ima nekdo to. Mislim, je mogoče, ker tako kot v realnem svetu, ne vem, zmerjajo tisti, ki imajo, tiste, ki nimajo z, ne vem, Lidlčki in ne vem s čem vse, skratka, da imajo oblačila iz Lidla in iz Hoferja in tako dalje. Skratka, je mogoče. In jaz sem želela predstaviti torej svet mladih skozi 3 zelo različne perspektive. Na eni strani maksimalno udobje, razvajenost, po drugi strani sem pa želela predstaviti Izine starše, ki so seveda izjemno situirani, kot v bistvu
ker jaz ne verjamem, da je nekdo, ki ima denar, samo zaradi tega slab človek in ne vem, pokvarjen ali da nima časa za svoje otroke. Jaz tega preprosto ne verjamem. Zaradi tega, ker mislim, da denar ni tista ločnica, skratka. In so njeni starši, dobri starši, delujejo v najboljši veri za svojo hčero in potem seveda se zelo streznijo in jih zelo pretrese, ko ugotovijo, kaj pravzaprav njihova hči počne, ker njihova hči počne nekaj zelo slabega, da bi opozarjala nase, mislim, in so zgroženi potem nad vsem tem dogajanjem. In potem je pa tukaj še recimo Ognjen kot ko zelo razmišljajoč najstnik, zelo inteligenten. Jaz veliko hodim po šolah in pač srečujem seveda mlade in moram vam reči, da jaz sem nad devetošolci in nad prvimi letniki, jaz sem navdušena, no jaz sem navdušena, to so tako inteligentni, sploh jih ne moreš več obrniti. Ni šans, da jim ti prodaš neko knjigo, pa da ti nekaj skušaš, mislim, skratka si, ne vem, na neko prvo žogo jih ne prepričaš, mislim, neverjetno in z njimi se spustiti v konstruktivno debato, mislim, mene to dobesedno prerodi, mislim, veliko več vedo o svetu, kot si mi mislimo, ker mi živimo v neki dobri veri, da njih prav nič ne zanima, da živijo v svojem milnem mehurčku, mislim, ne. Toliko mnenja imajo o toliko različnih stvareh, mislim, mene mladi res z največjim veseljem pišem literaturo, pravzaprav prav za najstnike, ker se mi zdi, da si zaslužijo samo najboljše in bolj si jaz domišljam, da jaz lahko prispevam nekaj čim boljšega, ne, to je zdaj seveda zelo subjektivno, ne, ampak recimo vsaj trudim se, prizadevam si po najboljših močeh. In to so ti trije liki, med katerimi se vzpostavi ena zelo nora dinamika, ne. V bistvu ta ambivalenca je zelo prisotna, mislim, skratka, ne, ker tudi ta prva ljubezen, mislim, skratka, potem vsi ti Izini strahovi v bistvu se izkaže na koncu, da pravzaprav Lucija, ki živi v pomanjkanju, je glede mnogih stvari veliko bolj odrasla, veliko bolj odgovorna, zrela, pa tudi ne samo zrela, tudi veliko bolj pogumna. In to se mi zdi, glede na vse, kar se zgodi, pa je zapakirano v ta prvinski stik z naravo, ker morate vedeti, vsi, po moje, vas je večina že dopustovala na Krku, no. Mislim, Krk, če vi, pa pozabimo Baško, skratka, in tako dalje, če vi, skratka, pohajate po Krku v tisti njegovi, vse tej surovosti, mislim, ko sem skale, krš, borovci, mislim, hodite okrog, jaz sem imela na trenutke občutek, in to sem tudi želela v knjigi predstaviti, da tudi imate občutek prav, da gre prav za pokrajino nekih bibličnih razsežnosti, no, mislim, sploh tam na severu, ta prehod, mislim, to je res neverjetno, zdaj delam že za Krk reklamo, ne, meni si že kupila. Ampak hočem zdaj reči, da njih potem zapeljati v bistvu v naravo in jim probati, to pa je naloga teh odraslih spremljevalcev, jim približati pravzaprav en čisto drug svet enim mladim, ki poznajo samo, mislim, TikTok in skratka, ne vem, vse te Instagram in tako dalje, in jim približati potem, kaj ti lahko nudi narava, kaj ti narava lahko da, kako ti lahko skozi naravo spoznavaš sebe in kakšne spremembe doživljaš. Seveda gre samo za 7 dni, da se razumemo, ne? V 7 dneh ne moremo doseči čudežev, ampak en prvi stik z naravo, z tem, kdo postaneš, ko nimaš več na voljo toplega tuša, skratka, ko nimaš več na voljo vseh teh civilizacijskih priteklin, ki ti nudijo vsestransko udobje, ampak na koncu pripravljen oziroma primoran spati v spalni vreči, mislim, si primoran, ne vem, prehoditi, ne vem, 25 kilometrov, mislim, to so stvari, s katerimi se ti mladi v tem fotoromanu srečujejo in za katere si jaz želim, da bi mlade, da bi jim zadišal, da bi jim borovci zadišali, da bi jim zadišalo morje, no. To sem si želela, da bi... Tudi to, ker v bistvu jih daš za 7 dni skupaj,
vsi vemo, ne, prvi dan, drugi dan še lahko nekako držimo neko fasado, potem pa to ne gre več. Tudi izi padejo, vse maske, v bistvu se je soočena z realnim življenjem, kako je. Jim pa mečkar olajšaš stvar, imajo en kombi, ki jim prevaža. Imajo kombi, ki jim prevaža, skratka prtljago, niso popolnoma primorani, da bi skratka vse nosili s sabo. Ampak je prav zanimivo, recimo Iza, kot predstavnica teh zelo popularnih, po vseh razredih so, morate vedeti, mislim, da so preprosto, po vseh razredih so najbolj popularni učenci, dijaki, res je, na zdravje, in potem najmanj popularni, skratka, in vmes so še vsi tisti, ki so v sivi coni, ki ne spadajo, ki si ne upajo, skratka, izražati svojega mnenja preveč in tako dalje. In recimo, zato jaz sem prav Izo postavila v to nehvaležno vlogo, kako ona pritovori velik kufer takih cun, mislim, takih oblačil, kje bo ona vse to nosila, skratka, čeveljcev, takih in onakih, kako bo ona to vse na tem, ona sploh nima predstave, v kaj se podaja, mislim, je že to, da je prvo jutro morala ob 4 ostati, mislim, ker sem imela po 5 odhod, mislim, je že to nepojemljivo, potem se bo pa morala, skratka, tako zgodaj ostajati, mislim, to je za njo čisto drug svet in je v bistvu prav ona v bistvu doživi največji ta wake-up call, ne? Ona se najbolj spremeni. Najbolj se spremeni, najbolj prestrašena je, najbolj ranljiva je in s tem, ko postane taka, postane tistim drugim zelo, zelo ljuba in jim postane in jim je veliko bliže, kot je bila prej. Pač gre za to, da jaz verjamem, da nam lahko narava pomaga k prebujanju in ne vem, zakaj ne bi tega skozi literaturo, recimo, izkusili tudi mladi. Zato si jaz želim, da bi postal tako potopis, leposlovni, pohodniški roman, da bi tudi v mladinski literaturi bolj zaživel, da bi postal bolj popularen in da bi se veliko, veliko več stvari dogajalo, mogoče ne samo v domačem kraju, ampak kje drugje, recimo, ne? Da bi se dogajalo, ne vem, v drugi državi, da bi jih poslal nekam na neko področje, s katerim se srečujejo, recimo, ali se srečujejo prvič, ali se srečujejo prvič z neko skupino, tako rekoč skoraj da tujcev, kajti razen teh 3, ki so sošolci, se z drugimi ne poznajo in se šele spoznavajo in potem tudi te drobne zgodbice drugih udeležencev tudi prihajajo v ospredje. Vsak nosi neko svojo tudi bolečino, če hočete, kajti tudi mladi občutijo bolečino, ne mislite, da je ne, oziroma seveda vi to zelo dobro veste. Ja, sej v bistvu veliko najstniških problemov tukaj odpiraš, ali jih sam napoveš, ali jih zaznamo v bistvu med vrsticam, recimo zasvojenost z ekrani in ta protivtež, preživljanje prostega časa na prostem, potem te težavne gmotne razmene in samohranilstvo, to tudi izpostaviš tukaj, družbena razslojenost, ta pozicioniranje v družbi, kleptomanstvo, Iza ima težave, dejansko vsega je dovolj, pa vse krade, pa medvrstniško nasilje. Kako si izbrala, da si ravno te teme povezala? Zložile so se same. To jaz pravim, da kanaliziram. Zbrani proces. Ampak hočem pa reči, da sem imela pa daleč največ težav z tem gejmanjem. Jaz namreč ne igram nobenih igrc in jih tudi ne poznam in tudi sploh ne vem, kako to poteka, mislim, nimam predstave in sem morala zelo poiskati kredibilen vir informacij in sem ga, hvala Bogu, tudi našla. In sem se zelo dala podučiti, kako te stvari potekajo in moram reči, da sem bila zgrožena. Mislim, koliko organizacije je potrebne za to tako imenovano gejmanje. Mislim, kaj je vse, kako te stvari, mislim, to je dobesedno svet v malem in mislim, jaz tega nočem, skratka, ampak sem htela v bistvu prikazati, ker mislim, da jim bo to blizu, ker mislim, da veliko mladih pač igrate igrice, mislim, gejma in so tudi povezani tako po Evropi in tudi po svetu, mislim, jaz sem oči metala na belo, ko sem videla, kako je to vse povezano med sabo. Da potem en tak premik iz enega takega sveta, ki je dejansko njihov, potem v eno naravo, tako prvinsko,
ko neokrnjeno, divjo, ko se znajdejo v njej, se zmrdujejo. Mislim, njim to ni všeč, razen Ognjenu, ki je planinec, mislim, v podmladku planinskem, ne, ker planinska društva imajo potem tudi te svoje podmladke, in njemu je pač narava bliže, ker hodi v hribe, ampak tudi za njega je tako pohodništvo od 1 do 2 do 3 do 4, mislim, skratka skozi 7 etap nekaj novega, ampak se seveda lažje znajde kot recimo nekateri drugi. In ta trg teh dveh svetov, na eni strani te virtuale, mislim, ki je v bistvu grozljiva, prav grozljiva je, no? In tudi mislim, da je dovolj plastično, ta grozljivost tudi prikazana, mislim, kako... Zelo lepo po stopnjah, a ne? Kako iz čist nedolžnosti v bistvu lahko vodi zasvojenost. Tako, kako prav ekrani, posebne tipkovnice, kako te stvari, kaj si želijo, mislim, zakaj ta svet tako zelo prepriča, recimo, ne? Narava, ki pa je tam zunaj in samo čaka na nas, to pa jim je nekaj popolnoma nepojmljivega. Ne? Zdaj, da si omenila tudi te etape, imajo tudi teh 7 etap malo simbolike, tudi tako bom rekla kamino, ne, spoznavanje sebe in gremo po etapah. Po etapah, ja, nekje pravijo tudi nasploh za sam kamino, mislim, jaz sem bila pred 6 leti na tem francoskem kaminu in tako res traja nekje 7 dni, da se uhodiš. Ko prvi teden, mislim, si ves razbolen, žulast, kolki te bolijo, mislim, kolena ti razpadajo, mislim, skratka ne spiš, mislim, si za nobeno rabo. Potem pa nekako nekje pravijo, da 7. dan, ne vem zakaj 7 dni, pojma nimam, ne, 7 dni je Bog ustvarjal svet, pa je 8 dan počival, ne vem. Teh 7 dni in potem se skratka 7. dan, mislim, kot da bi se prebudil. Naenkrat, mislim, lahko prehodiš, mislim, brez problema 30-35 km, pa čeprav si spal samo 3-4 ure in narediš, ne vem, Jurija Višincev zraven in ti sploh nič ni. Mislim, in oni teh 7 etap, ker pač Camino Krk sestavlja 7 etap. 7. je ta zadnja, 6. je čez 100 mesečevo planoto in potem ta 7., ki je v bistvu najtežja, je ravno teh 7 etap, skozi katere se oni dejansko prebudijo in potem ta zadnja etapa, to, kar je pa že značilno za moje romane, je pa itak to, da je konec popolnoma odprt in da je mogoče res vse. Mislim, skratka, jaz sem skušala to zapakirati, res to njihovo življenje, ki se jim takole spremeni čez noč, v bistvu zaradi tistega konflikta, v 7 dni, v 7 etap, na katerih spoznajo, kako zelo pomembni so medčloveški odnosi in kako nas brez drugih ni. In če to lahko zapakiraš v eno tako čudovito okolje, ki je brez stika, v glavnem brez stika z vsemi temi umetnimi in virtualnimi svetovi, mogoče lahko doživiš tudi pri 15, ne vem, 14, 15, 16 neko osebno preobrazbo in jaz bi si res želela, da bi se jih mogoče ta roman tako dotaknil. Zdaj si omenila 7 dni, se ravno vlaufaš, odprt konec, mogoče pa kdaj kakšno nadaljevanje? Mogoče, vse je mogoče. Zdaj so se jih po 7 dneh vlaufali, praviš? Ja, tako. In to je tudi značilno, mislim, za te odprte konce, da ko je konec dovolj odprt, se nekje neka pot zmeraj nadaljuje, ne? In tako da je v bistvu tudi življenje en sam potopis, ne? Mogoče bi na tej točki zaključili, ker sva lih tak lep konec naredile. Kot sem že omenila, mogoče Janja šiba naprej, oziroma nazaj domov, mogoče kakšno vprašanje? Če koga kaj zanima. Kaj zbigate roke, pa bova pa šli z mikrofonom do vas. Se vem, da je težko zdaj kar vprašanje postaviti na suho, ne? Brez da bi knjigo brali, brez da bi... No, čeprav se lahko pohvalimo, ne, da je to ena najbolj branih knjig za mlade v knjižnicah. Ja, mislim, dejansko mislim, to, kar mi pa vzbuja upanje in tale Koliko še in ta nova Samo mulca, ki se dogaja v Umbriji, sta zelo izposojani in jaz upam, mogoče pa jih to res zanima, no, tako sem dobila eno
tako malo upanje, da mogoče pa ja. Da bo še ravno pravi miks potopisa pa te detektivke in vsega. Ja, in vsega. Potem pa hvala lepa, Janja. Hvala. Jaz pa vabim še Nino, da predstaviva še orientaciste. Čujo. Dobar dan vsem. Dobar dan, se slišimo? A dela mikrofon? A kdo sliši? A dela Nini mikrofon? Dela mikrofon, ne? Ne. Sicer malo sveti, pa malo ne sveti. Mislim, da je baterija že. Bova si pa mogoče podajale. Ne dela. Skratka, danes je dan malo drugače. Ja, da še je tako. Ja, ne, pravi baterija. No, torej, orientacisti, Škorpionov pik. Lep pozdrav, zdaj se pa super slišimo. Knjiga za sedmošolce, pa da jo čisto na kratko predstavim. Torej, orientacisti, to je tukaj že tretja knjiga v zbirki orientacisti, ampak v bistvu vsaka knjiga v zbirki stoji zase, tako da to ni nobena težava, ker žal ali pa na srečo sta prvi dve že razprodani. Torej, tukaj srečamo stare znance, kar sem pa jaz Nino pozabila vprašati. Nina, kako je? FJ ali FJ? Vsak bere drugače, mi rečemo FJ, domače. Smo kar tako rekli. Torej, srečamo stare znance, FJ, Maj in Martin. Tokrat v tretji dogodivščini se pripravljajo, da se bodo udeležili tradicionalnega orientacijskega teka v Benetkah. Tokrat seboj povabijo Polono, to je Martinova simpatija iz šole, in potem pot v Benetke in samo tekmovanje poteka kot po maslu, se kar, bom rekla, nekateri dobro odrežejo, nekateri zadovoljivo, tudi Polona kot prvič sploh, da se je udeležila orientacijskega teka, je zadovoljna s svojim nastopom. Zaplete pa se na poti domov. In sicer avtobus na zanemarjenem postajališču, nekje v italijanski avtocesti, pozabi štiri tekmovalce, Polono, Maja, Martina ter Moniko, še eno od tekmovalk. FJ ostane na avtobusu in je prvi, ki druščino pogreši, zažene vik in krik, ampak so na avtocesti, preden dejansko lahko avtobus spet pripelje do naslednjega izvoza, obrne do naslednjega izvoza, glavnem, da naredi cel krog, pač preteče kar nekaj časa. Vmes pa se na postajališču odvije prava drama. Maj in Martin pogrešita punci, pravzaprav bom povedala iskreno, da najprej mislite, da manjka samo Polona, nikjer je ni najti. Naletita pa nekoliko stran od avtoceste na eno tako zapuščeno hišo, zelo zanemarjeno in divje smetišče. Kmalu k tej hiši pripeljejo neki zelo taki sumljivi avtomobili, iz njih izstopajo sumljivi tipi, tako da Maju in Martinu se res zdi, da tukaj pa nekaj čudno, se skrijeta, se približata hiši, da pokukata, kaj se notri dogaja in najdeta tam Polono ležečo na mizi, pa ne veste, spi, je mrtva, panika. In potem se umakneta, opazujeta dogajanje najprej od daleč. Ampak Martin je odločen, Polono je treba rešiti, zdaj takoj ne bova čakala, kdaj bo avtobus prišel in tako naprej, in fanta se izkažeta za zelo, zelo iznajdljiva. V bistvu na tem zapuščenem smetišču ustvarjata vrvi, orožje in tako naprej in nekako enim za enim onesposobita te sumljive tipe in rešita Polono in v bistvu potem ugotovita zraven Polone, dejansko tudi Monika leži tam v bistvu uspavana. Izkaže se, da so bili mladostniki skoraj žrtve zelo dobro načrtovane trgovine z organi, človeškimi organi, ampak stvari se potem srečno razpletejo, pač ravno v pravem času tudi avtobus pride nazaj, na avtobusu je celo nekaj vojakov, ki so se tudi udeležili orientacijskega teka in tako naprej, tako da stvari se srečno razpletejo, Maj in Martin sta heroja, pa seveda za konec, Martin dobi punco, Polono.
Torej, knjiga ima vse, napeto zgodbo, kriminalen zaplet, trgovanje z organi, malo ljubezni, pa vse skupaj nekako začinjeno z nekim takim mladostniškim humorjem, tako da res upam, da bo še eno tako super branje za naše sedmošolce, pa tudi marsikjer odrasel bo užival v knjigi. Tako da najprej lahko tudi pokažem, imam jaz tukaj pač arhivske izvode prvih dveh knjig, se ne jih imate v vaših knjižnicah, torej že 3. knjiga Nina. Zdaj pa najprej prvo vprašanje, odkje ideja za orientacijski tek? Moram reči, da to ni ravno pogosta tema. Če bi danes od jutra spremljali mojo osebno tekmo sama s sabo, potem bi rekli, zmagovalka že zjutraj. Skratka, jaz se zgubim povsod. Tako da je normalno, da pišem orientacijo, to je tako pričakovana tema. In tudi danes, čeprav sem v bistvu z okolice Domžal, sem se v Ljubljani učinkovito zgubila in vam lahko povem, da jaz sem vedela, kje ta knjižnica je, tako, teoretično, ampak vprašala sem verjetno 15 ljudi, pa me niso nekako znali tako smer, da bi tudi jaz razumela, ker vse veste, včasih ženska potrebuje več. No, skratka, da pa ta zgodba ne bi bila tako suhoparna, je moj sin, za razliko od mene, ni pobral mojih genov, hvala Bogu, on je dejansko zares treniral orientacijski tek, že zelo zgodaj so začeli s prijatelji, tako da osebe Maj, Martin in Filip Jakob so resnične osebe in oni so me nekako popeljali v ta svet orientacije. Seveda sem se jo lotila, si predstavljate, z velikim strahom, odporom in tako kot vse mame, če se otrok spomni nekaj, kar nam ne paše. Imamo 100 in eno dilemo, zakaj ne, ampak vsega morda se bom pa kaj naučila. Če sem se česa naučila pri teh orientacijskih tekmah in pri orientaciji, sem se zagotovo, definitivno sem razvila domišljijo do plafona. Izkušenj sem dobila več, kot bi jih doma v dnevni sobi, kar je logično. Zgubila sem se seveda vsakič. Vedno so me tudi rešili, tako da srečen konec, kot v pravljicah, tudi v mojih romanih in v resničnem življenju, še vedno sem tukaj. Zdaj tako, kar se tiče pa samih otrok ali pa protagonistov, je pa res je užitek spremljati mlade, kako rastejo in zorijo. Zdaj, če si tako upleten kot mama, seveda vidiš drugače, zato je super, da sem imela še 2 kolega Majeva, kjer pa nisem bila mama, ker sem z drugo distanco to gledala. In ta zadnji roman je za nameček nastajal res, ne vem, če ne pravličnih 7 let, skratka, otroci so že zdavno odrasli so že vsi. Zdaj so že vsi diplomirani, zaposleni in podjetniki in tako naprej, ampak takrat še vedno pa ta spomin zelo živ. In zdaj sem si pač, ker je toliko časa vmes minilo, sem si morala najti nekoga, ki mi bo povedal, kako pa zdaj otroci funkcionirajo, otroci mladi, skratka ti naši najstniki, s čim se soočajo, itak, da je to drug svet. Že takrat je bil, ampak zdaj pa še zelo, zelo drugačen. In največjo razliko, ki sem jaz opazila, ko sem govorila s temi mladimi, je ne glede zanimanja, ne glede tematike, skratka veliko več, tako kot je že Janja rekla, veliko več razmišljajo in vejo o vseh stvarih, mnenje imajo. In tako vsem, ko je pa treba stvari obesediti, tam se pa zatika. In ko sem jih jaz vprašala, kako recimo zdaj rečeš, če ti je ena punca všeč, ta je bila najbolj taka prezentativna, pa je rekel, pač fantje so bili, ja, da je lušna, Aha, se reka, kako pa zdaj tista, ki ti je pa res, res všeč, Ja, tista je lušna, Vem, ampak, a veš, lušna, še bolj lušna, najbolj lušna, ta je lušna, druge so pa smotane. Aha, okej, se pravi, skratka, črno-belo imamo, Zdaj pa tako, lahko so še piflarke, to so tiste, ki veliko berejo, pa veliko vejo, samo ne une, ki so neumne, mislim, če veliko bere, pa je pametna, pa ne pametuje, taka je lahko lušna, ne more biti pa lušna tista, ki bere, pa sam pametuje, skratka tako. To so zdaj merila, kdo je v redu, pa kdo ni. To je dosti drugače včasih, pa niti ne, se veste, piflari so bili zmrtko ocenjeni, Ja. Ampak hotela sem pa povedati to, da fantje, ki se soočajo z vsemi temi težavami in ko na smetišču z vseh teh smeti to vse naredijo, kratka razbijajo ta mit, da nekdo, ki veliko ve, ima veliko boljša izhodišča v življenju in veliko več možnosti, da reši težave, da se skoplje z tega. S tem sem hodila ta mit o piflarjih razbiti na nek način, ker tudi ti naši fantje, ki so se ukvarjali z vsemi takimi stvarmi, so bili včasih tudi malo žrtve tega,
Vi, a ne, itak, vse, ja, itak ste piflari, itak se veste, itak imate vse pet, brez veze, a ne. Tukaj si piflarjem dala v bistvu to zmožnost, da so rešili situacijo, pa Tako. še dobili punco. Tako da nagrada mora biti, pol kraljestva bi bilo, če bi bilo pravljica, zdaj, ki je pač kriminalka, je samo punca, dosti. Talušna. Mora biti realno. Kriminalke morajo biti realne. Pa ta orientacijski tek v Benetkah res obstaja? Ja, res obstaja. Orientacija je tak blazno zanimiv šport. Obstaja, bom rekla, pri nas je tako bolj v povojih, pa veliko klubov kar zgine čez noč, pa tako skratka ni financirano, ni podprto, ampak nekaj klubov pa še obstaja in so zelo močni, tudi v svetovnem merilu. Tudi orientacijski klub Trzin, kjer smo mi trenirali, je naš se pravi predsednik je bil svetovni prvak v precizni orientaciji, več let zapored, še vedno je tudi kartograf in tako. Tudi ukvarjajo se s precizno orientacijo, to pomeni, da se vključujejo invalidi. Skratka, to je en tak blazno zanimiv šport, Skandinavci ga obožujejo. In zanimivo je bilo, zato je tudi vojska zraven prisotna, te specialne karte, če si predstavljate s sami tistimi in kup črtic, pa križcev, pa skratka nič ne veš, kaj je tam noter, no, te karte pač berejo tako kot vsako berilo, gladko, ne, če jih znaš brati, če nisi jaz. In recimo fantje, ko so trenirali 2 leti, so znali več kot recimo vojaki, oni so zlahka to brali in oni so to izredno hitro so se odzivali na te spremembe, ker ti si moraš pot sam, a ne vizualizirati, kje bo šel. Ti vidiš križec, veš, ki je, ne vem, jarek, veš, ki je neka ovira, objekt, in moraš sam si pot določiti. Tako da tukaj so bili fantje blazno dobri. Jaz sem bila večkrat v Benetkah, turističen izgled, pa izgled voden, pa izgled nevoden. Ko sem šla pa na orientacijo kot spremljevalka, takrat pa šele vidiš, kaj so Benetke, a ne. Skratka, Benetke niso vrsto, pa tako, kad te pelejo, pa vidiš, lepo, super, pa še kaj izveš, a ne. Dejansko je kup ulic, toliko ozkih, ali pa sploh ni ulica, ali pa je slepa ulica, ali pa je tako vodo na koncu prestaneš, skratka, čisto drugače, ne. In takrat šele začutiš vse tiste vonje, zvoke, vse tisto, kar v turizmu ne vidiš, no. Zato se mi je zdelo ta Benetke, ta, bom rekla, če rečem tako, turistična kičastost ali pa neka taka podoba, a ne, iz plakata, ali pa ta realna, no bom rekla surova, no, ampak ajde, čist tista pristna, realna, ki malo smrdi iz unih kanalov, pa tako. To so ta prave Benetke, no, to je tisto, kar ima nek gušt, no, tako. Torej, tem 3 starim znancem, torej F.J.-ju, Maju in Martinu si dodala Polono. Kaj te je spodbudilo, da si dodala eno novo? Se mi zdi, da potem, ko spremljaš ta šport, je seveda več fantov kot deklet, ampak predvsem so me navdušile punce, ki so bile v tem športu, resnično so bile to z mojih oči gledano, no, intelektualke, pa ne bojo odrasli ali pa ne. Predvsem so bile punce tudi v elitnih skupinah. Tako, jaz sem jih občudovala, no, mogoče tudi zato, ker se sama zgubljam, ampak to so bili tako umirjeni, skulirani, skratka osredotočeni ljudje, res so veliko vedeli, res so veliko znali, oni so se znajdli tam, ko se jaz absolutno ne, no, tako da se mi zdi, da punco moram že zato dati, ne, da razvijem ta mit, da to fantje imajo orientacijo v redu, punce pa ne, ne. V mojih izkušnjah so bile punce vrhunske. In tudi, tako, mi smo imeli tekmo v Lipici, Lipico si predstavljamo, vsi se veste, konji, pa one lepe travniki, pa to je krasno, vse sami dela, Lipica pomeni, da te vržejo tisto gmajno med najbolj one trne, tiste kamne, vrtače, skratka, najbolj grozen del krasa, ki ga sploh tam še nobeden ni stopil, no, skratka. In potem so pač ti otroci dobili tisto specialno karto, kompas in so šivali, Isto je v Benetkah, isto je povsod. Jaz recimo se nikoli nisem našla, oni so se vedno našli, no, tako, zato je tudi v teh knjigah toliko enih različnih zgodb, ker je tisti čas, ko sem jaz čakala, da me kdo reša, je krasno za vse tole, da si napleteš do nezavesti vse, kar hočeš, ja. Ja, res, to ni to tak šport, no, ni to Wimbledon, ko sediš pa ploskaš. To te je skozi strah, to je tako napet šport, pa toliko moraš biti zbran, pa nič ne smeš spregledati, ker, a veste, sred gozda, ko si, je tukaj drevo, pa tam drevo, kjer drevo je zdaj ta prav, ne? Isto, ko si v Benetkah, vse hiše so isto, vse se skupaj drži, pa itak je okrog in okrog morje, ne? Kje si sploh zdaj, ne? Kam moraš iti? Tako, skratka, vse te stvari so tako zelo pomembne. In zdaj si predstavljate, da te iste otroke daš pa na smetišče, ne? Ok, oni so imeli 2 fokusni točki, tisto staro hišo, pa pač smetišče, pa tista parking, od kogar so prišli, ne?
In vse, kar se je dogajalo na tem majhnem terenu, a ne? In ogromno stvari se zgodi na majhnem terenu. A ne? Tudi v bistvu, ja, iz tega nedolžnega izleta se ta Ja. kriminalka razvija, ne, in to tema trgovine z organi. To je zelo drugačna tema, že orientacisti je ena taka Saj me je bilo posebnost, zdaj malo pa še strah. trgovanje z organi. Kako si prišla na to idejo? Mislim, mene je bilo malo strah, iskreno, a si to upam, a ne, sploh prva govori o truplu, pa sem kar veliko dobila kritike na to, a ne, druga je potem spet, a ne, taka. Skratka, rekla sem si tako, tudi ko sem se pogovarjala s temi mojimi pač mulčki, a ne, to je nekaj, kar odrasli mislimo, da otroci ne zaznavajo. Otroci ali pa mladi zaznavajo vse to, o tem se tudi pogovarjajo, o tem razmišljajo, poberejo vse te informacije, potem pa se to obvisi nekje v zraku, ne. To ne pomeni, da se nikoli o tem ne sprašujejo ali pa prej sprašujejo, ne, zato je tudi v knjigi, meni se je zdel tudi pomemben moment na koncu, ko se stvari razrešijo, da se ukvarjajo s to moralno dilemo, ne, zakaj to nekdo počne, pa a so zdaj res vsi, ki so vpleteni, slabi, a so vsi slabo misleči, a ne, kaj bi naredil, če bi bil recimo tvoj otrok v tej poziciji ali pa nekdo, ki ga imaš rad, a ne, potem zgubijo stvari oziroma dobijo drug prizvok, a ne, ni samo kriminalen, ampak je tudi tista dilema moralna, a ne, a zdaj, če enega rešiš pa na račun drugega, je zdaj to prav ali ni prav, ne. Skratka, vse to odpira, ne, tukaj smo zelo veliko lahko modrovali, saj ne prideš do zaključkov itak, a ne zmagaš, veš, da nekaj ni prav, čutiš, da ni prav, ampak, a ne, saj tudi življenje ni čisto, ne, pravično pa se zgodi marsikaj, kar je krivica, ne, tako. Zato se mi zdelo to pomembno odpreti. Kot razberemo že tudi iz tvoje zahvale, čisto na začetku, ne, si vse detajle res preverila. V zahvali se zahvaljuješ vojakom, kirurgom, policistom, celo profesorici kemije. Nam lahko kaj več poveš o teh posvetovanjih? Si res prebadala avtomobilske gume? Vse sem naredila. Vandalizem sem se šla. To je tako, mislim, da res, tudi ko otrokom povem, vse mi je kar malo naroden, vse to zdaj mi je, ampak tako, ne, jaz drugače, a ne, jaz sem pač tudi ravnateljica, a ne, si predstavljate, ravnatelji pač niso taki, a ne, to ne delajo, to se ne sme. Ampak ko sem jaz pač hodila to poskusiti, oziroma jaz sem najprej napisala, pa je rekla rodnica, si ti prepričana, da to tako deluje? Ja, nisem, a ne, ja, kako pa potem lahko o tem pišeš? Ja, no, potem sem šla pa v akcijo, a ne. Pač srečo imam, da imam dva prijatelja, eden je polkovnik, pa eden je pač policist, tako da tam je bilo lažje, smo pač spili kavo, pa eno rekla, ne. Učiteljica kemije, super je bila od pač sina Maja, tako da sem se pač v njej pofočkala na govorilno uro, pa se je bila malo začudena, ampak je z veseljem sodelovala, ker ko sem jaz googlala o tem, kako narediš bombo, a veste, ni prav pameten, no. No, mislim, zdaj bi bila najbrž že kje, ali pa sem že na kakšnem seznamu, no, tako sem rekla temu mojemu polkovniku, sem rekla, če imaš kakšen vpliv, povej, da jaz res to naresno namislim, ampak sem pač poskušala, no, ni mi nič pomagalo, ja, sem knjigo pišem, a ne, tak izgovor res ne vem, če pa so odpali. Ja, potem so pa tele bolj lušne, a ne, s temi gumami, pa s tem sem šla do mehanika, pa sem rekla, saj ne, da bi bila, a ne, vandal, ampak jaz bi pa poskušala tole, a ne. Še hujša je bila tista, ne, ko sem šla v Merkur v trgovino, pa sem rekla, če lahko poskušamo, če se samo zapiralo, oziroma kakšna WC-deska bi delovala, če jo daš na glavo. Pa sem našla enega trgovca, pa sem rekla, pa ne misli, da se mi je zmešala, ne, prosim, če greš z mano, pa če bi tole lahko, ne, pa s tem sva tam nek za vogalom to poskušala. Tako, težko rečeš, da si čisto ravnovešen, ampak a veste, za namen knjige je upravičilo, ne, sprejeto. Knjiga je tukaj, ne? Tako da vse, kar je noter, je res preverjeno, no, tako, tudi jaz sem se zelo ukvarjala s tem, ne, kako bi nekdo, ki se odloči ukrasti ta organ, prav zares, a veste, to je tako, pa moraš ga pripeljati, pa mora biti nekdo že tam pripravljen, pa to je daleč, pa to ni toliko hiter, pa tako, ne. In sem zato tegale kirurga, da mi je povedal, koliko časa so določeni organi, recimo obstojni, kaj se rab imeti nekdo. Tudi to, ne, da te nekdo samo pič pa zve tvojo krvno skupino, ne, to smo tudi pač dejansko to deluje in vse te informacije moraš nekje dobiti, to ne moraš, to sam ne veš, ne. Tako da smo kar razmišljali, no, tako, ne, bomo rekla tako kar skupinsko razmišljali, kako bi to lahko se izvedali in speljali, no, tako da sem se res veliko naučila, zato tudi računam, da se bodo bralci. Torej, orožje si tudi delala, frače iz smeti, zavezovala kravate? Ne znam zavezati kravato. Vem pa, da zelo dobro drži. Ne, to pa sam vem, da dobro drži, to so pač iz podatki taki, ja, da je to pač eden od najbolj trpežnih materialov.
Ja, vrvi, vozili seveda to pa sod v to taborništvo, pa tudi orientacija, kar veliko teh stvari moraš znati, no, tako da, ja, naši otroci so bili na srečo, tudi taborniki so še vedno, skratka, z vsemi temi stvari so se ukvarjali, tako da sem to gledala z prve vrste, no, in to mi je bilo kar veliko pomoč. Torej, kot sem že omenila, knjigo odpira, obdeluje zelo različne teme. Ti veliko obiskuješ otroke po šolah tudi, torej se ti zdi, da so te teme ali pa taki zapleti najbolj zaželjeni, no, pač torej napeta zgodba, manj ljubezni, pa tako. Se pač otroci, mladi običajno bolj poistovetijo z junaki ali s samo dogodivščino? Kakšne odzive dobivaš? Jaz sem tako, no, različno. Vem, da imajo zelo radi, da je dinamična stvar, da se stalno nekaj dogaja, ker drugače zgubljajo, ne, opisov ne marajo, zdaj, če hočeš pač nekaj povedati, moraš nekako tudi opisati, ne, ampak mora biti to dovolj dinamično. Radi imajo humor, zdaj kaj je komu humor, to vemo, da vsakmo neko, predvsem generacijsko se spreminja, ne. Potem sem se ukvarjala tudi s to dilemo, ne, nasilje zdaj medvrstniško, ne. Kaj je zdaj nasilje? Od nekdaj so se bockali med sabo, mi rečemo temu pač bockali, neki prerivali pa neki, ne. Ampak je bilo to neke vrste prijateljsko. A je zdaj to nasilje, ni nasilje, ker zdaj zelo hitro odrasli, ko posegajo, je kar vse nasilje, ne. Z vsemi takimi dilemami sem se spraševala in potem sem tipala pri teh mladih, koliko je zdaj tisto, kar je sprejemljivo, pa ni sprejemljivo, ne. In smo ugotovili v bistvu, da iz konteksta ti dojamaš, kaj je sprejemljivo. Če te, ne vem, saj veste, če ti prijatelj nekaj reče, ali pa nekdo, ki ga ne maraš, je čisto druga zgodba, je res. Če te nekdo prijatelj takole lopne, je to prijateljsko, če te nekdo, ki ga ne maraš, lopne, je že nasilje, ne, in tako naprej. Vse te stvari, recimo, sem skušala na nek tak način zajeti, zato je tudi ta, ne vem, Jure kot pač nekdo, ki izvaja nek bullying, ja. In tudi ta njegova zgodba je ena taka po svoje žalostna, ampak na koncu v bistvu to ugotovi, da nima smisla, no. Monika je pa ženska varianta bulija, ne, to je pa tistka opravljivka, pač potikuje. Ne z mišicami, ampak z jezikom. Tako, ja, no, tako da tega je kar veliko še vedno. In se mi zdi, da je prav, da tudi ta dva lika noter, da na koncu sta pa oba ranljiva, tako kot pač vsi, no. Tako, ja, in se zavedata, nekako zrasteta skozi knjigo, Ja. tudi, ne. Torej, je pomembno, ne, da mladinski romani odpirajo tudi resne, družbeno nevarne, družbene teme, bom rekla. Bi rekla, da tudi skozi te zgodbe, skozi te teme neko kritično mišljenje otroci razvijajo, ne? Ja, predvsem se mi zdi za razliko, ne, ker zdaj bom rekla, sem bolj specialist za pravljice, če temu lahko tako rečem, no, ampak razlika se mi zdi, meni osebno največja, je točno to, ne, če so recimo v pravljicah stvari zelo črno-bele ali pa zelo poenostavljeno povedane, kljub samo, da veliko noter nosijo, se mi zdi ta razlika v teh letih in v teh knjigah točno v tem, da svet ni črno-bel, ampak je prej vse ostalo kot pa čisto črno-bel, no, in to se mi zdi, da se v teh kriminalkah, saj jaz sem se zelo trudila, da bi to pokazala, da stvari niso nikoli na prvo žogo točno to, kar vidimo, ne. To je tako, kot vsi še tako lepo vzgojeni, recimo, to sem dobila tudi kot učitelj, lepo vzgojeni ljudje, ali ni vrag, da kdaj tudi kakšno kletico prebiješ, takrat, ko so dane okoliščine prave, a ne, in tako. Nobeden ni za to ne dober, pa ne slab, vsi smo samo tukaj vmes, no. In to se mi zdi, da tudi ti junaki niso nič kaj posebni, niso ne štrlijo v nobeno smer, če zares, no, ne, ampak vse pač najboljš potegnejo takrat, kadar je pač treba, no. Se mi zdi, da je to super zaključek najnega pogovora, oziroma, če ima mogoče kdo še kakšno vprašanje. Najprej kar za kolegico Nino, pa mogoče za Matejo, a ne, prosim, imate priliko danes, tako premierno, da lahko povprašate. No, drugače pa, če bo še kakšno vprašanje padlo na plano, pa tudi zdaj ob zaključku, ko boste še kolegico Zjaka vprašali. Samo ne sprašujte me za pravo smer. Ostalo lahko. Če se Janja sprašuje, koliko še, se jaz vedno sprašujem, kam pa. Smer isto. Tako. Evo. To je to. Potem pa hvala lepa. Hvala lepa obema, no, vendarle dopuščam še čas in možnost, ne, tudi za vprašanja, tudi za kolegico Zjaka, za avtorico, za predstavljico založbe. Kakorkoli že, mislim, da sta bila pogovora zelo taka motivacijska, res sta bili izbrani dve knjigi, ki ju čutim kot nekakšen novum
malo intrigantski, napisani s poznavanjem obeh avtoric, ki točno vesta, o čem pišeta, preizkušeno in sta z tega vidika zelo verodostojni. Moram reči, da v priročniku smo v Pionirski pripravili sklop tudi priporočene literature in tudi ugotavljali podobno, kot je že Janja recimo izpostavila, kako manjka te teme v mladinski književnosti in da je čas, Janja res vedno orje ledino, je pred časom, je že zdaj 2 knjigi napisala, pa tudi odrasle, kako smo si mogli tudi pomagati recimo z literaturo slovenskih avtorjev, ki pišejo za odrasle, pa vendarle so to tudi mladi, ki so že srednješolci, pa seveda tudi posegajo po tej kakovostni literaturi, od Irene Cerar, gospoda Gradišnika, Jakoba Kende in podobno. Skratka, je tak lep izbor mešane literature smo naredili in kot je Janja rekla, je fino, da te knjige prenašajo tudi marsikaj, in je spet toliko plasti, ki se mi zdi, da se res vsakega bralca lahko dotaknejo, ga prepričajo, mu odprejo neka obzorja, navsezadnje tudi obe knjigi vabita v naravo, kar je dobrodošlo pri tej generaciji, ki je izkusila tudi covidne čase, zaprtost, in je čas, da se malo vrne v formo, se razgiba, torej ravno prave knjige se mi zdi, da imamo v rokah, da delamo z njimi, ravno prave adute in da nam je veselje delati s takšnima knjigama skozi celo šolsko leto. No, v priročniku bodo natresene tudi ideje vam v pomoč, kaj vse lahko delate z njima, s katerimi predmetnimi področji povezujete, itak je tukaj telovadba na prvem mestu. Videli smo, Nina, tudi kako res orientacijskega teka ni kaj dosti literature in smo brskali tudi po kakšni starejši strokovni literaturi, da bi malo postregli z informacijami, kaj to sploh je, kajti nismo vsi poznavalci tega področja. Jaz mislim, da bo to eno fino druženje čez leto z obema knjigama, z mladimi in da je tukaj res veliko možnosti za početi s knjigami, sploh v šoli, idej vem, da vam ne manjka, tako da dajte vse na plano za naše otroke in mlade, da jih prepričamo, da ima branje smisel, da se za vsakega najde ena knjiga, ta pa še kakšna seznama, skratka, da svetlo gledamo v svet in čase. Zdaj pa morda še kaj lahko vprašate prvič kolegico Sabino Tavčar z Javne agencije za knjigo, kaj zaradi izvedbe, karkoli. Sicer je pa ona tudi dostopna po telefonu, po mailu, mislim, da tudi založba, avtorice, predstavnica založbe. Pogum velja, če vas karkoli teži ali pa morda kasneje pri ure na planu, da veste, da so vrata odprta, pa tudi na Pionirsko. Če kdo želi, nisem nasilna, prosim, da dvigne roko. Ne želim, da vam je neprijetno. Sabina, prosim. Če sem prav slišala, je vprašanje o filmčkih. Ja, filmčkov letos ne bo. To je pa iz enega razloga, ker se je skozi leta kazalo z vašo povratno informacijo, da filmi včasih bolj odvrnejo mlade, kot jih pritegnejo. In to se je kazalo predvsem v odgovorih mladih samih. In smo se odločili, da letos tega filma ne bo. Bomo pa še videli potem, kako naslednja leta naprej glede tega. Priročnik bodo vsi koordinatorji in v knjižnicah in v šolah boste dobili še v tem tednu po elektronski pošti, bo pa tudi objavljen na spletni strani Javne agencije za knjigo. Tam v bistvu se lahko kar pokažem. Na izhodiščni strani, malo smo prenovili spletno stran vmes. Če greste na bralno kulturo, ima potem Rastem s knjigo prav svoj zavih.
In letošnje šolsko leto je zavihek, kjer bodo kjer so tem objavljena vsa obvestila, mnenje Zavoda za šolstvo, priročnik in vse potrebne informacije za izvajanje projekta v letošnjem letu. Mene zanima, ali so kje javno objavljeni ti podatki, ali kje so se otroci rešili? Nekaj statistike je objavljene na spletni strani, za lansko leto še ne. To bomo tudi še objavili. Zdaj, podatki niso, so seveda analizirani, niso celotne ankete objavljene. Tako da ja, na spletni strani je potem, v bistvu po posameznih letih so dostopni. Hvala lepa, Sabina. Jaz bi opozorila še na to, obe Sabino vam polagava na srce, da dajte potem, ko mladi preberejo knjige, tudi da dobimo čim več evalvacij, njihovih mnenj o knjigah, ki so jih dobili v dar. To nam je dragoceno, zelo smo hvaležni, če je tega čim več, pa da jih opozarjate, da ne pozabijo, zlasti v šolah, ko ste skupaj vsak dan toliko ur, dajte ne pozabite. Še nekaj, posnetek bo na voljo na spletni strani knjižnice, tudi na spletni strani Jaka bo dostopen, ker je fino kaj preveriti, opozoriti na koga, ki danes ne zna biti, da si ogleda. Če se je kdo pozabil podpisati, naj pride, se podpiše, da ne bo zamudil potrdila o udeležbi. Sicer pa imejte se, če ni nič drugega za vprašati, fino, fajn, danes, naslednje prihajajoče, pozno poletne, jesenske dneve, vse do naslednjega srečanja 8. oktobra. Hvala lepa vsem.